Ali pa je mogoče prevzela permisivna vzgoja tukaj pomemben element. Mislim, da je Vesna ravno pravšnja sedaj, da navežemo to na njo. Ne bi bili predolgi. Ja, ne se gledajte, pač tako je, ne. Reprodukcija gospodstvenih obrazcev se vedno pač vsaki družbi konkretni, tudi to antropologi so predvsej preštudirali, ne samo pač tu predvsem v neevropskih družbah, ne. Je seveda vedno povezan, mislim, vedno poteka skozi socializacijo. Jasno, da permisivna socializacija orientirana na individualne koristi, na individualno usode in tako, ne, ta izrazito konzervativni projekt, ki se prikazuje kot silno liberalen, je seveda ideološki zastavek tovrstne socializacije, ki rodi takšnega posameznika. Mi točno vemo, da pač, ne, kaj to je, potem vemo, da to vodi v narcisistično borderline osebnostno strukturo, vemo, da ta struktura je asocialna, vemo, da seveda zdaj imamo, ne, da potem nastopi pač zelo preprosto tehnično vprašanje, kako boste resna socialna gibanja temeljili na asocialnih posameznikih, ne. To je seveda, kar se tiče gibanj resno vprašanje, kar se tiče družb, pa niti ne tako, ker namreč odgovor je, ne, da pač asocialno družbo sestavljeno iz asocialnosti držite skupaj z totalitarnimi kontrolnimi posegi, ne, kar seveda je pa ta libidinalni vhod v neke zelo totalitarne družbene in tudi politične, bi rekla, ne samo okraske, to več niso samo okraske, ne, ampak so prav strukture. Tako da seveda, pač jaz nikoli ne rečem, gledajte, vzamete vi računalnik, ne, zdaj, če nekdo presedi 3 ure za računalnikom, je to dobro ali slabo. Odvisno od tega, kdo je tisti na drugi strani, in odvisno je seveda, kaj se s tem počne, ne. Če zdaj 3 ure počneš nekaj, kar pa bi rekla, kar je lahko, ne vem, produktivno, kar mislim, ali pomaga pri organizaciji neki gibanj, ali recimo pomaga k večanju tvojega vedenja, ker takega to ni problematično, ne. Če seveda je to strategija igračkanja, a ne, in bega iz realnosti, ne, se igramo igrico in pobijamo, ne vem, kure, zato da, ja, seveda, zato da pač se nabimo ukvarjati s tem, kaj se dejansko dogaja, je to druga štorija, ne. Ampak seveda je pa res, da je to pač nek permisivna socializacija, nek kompleks, mislim, in je to tudi zgodovinsko natančno popisano, ne, čemu je služilo, vse ti koraki so jasni, tudi vemo, politični in socialni učinki so jasni, ne. Ne samo pri nas, tudi, kako bi rekla, v Ameriki, ne, vse v Ameriki, ko je Žižek bil na Wall Streetu, je rekel super, da se vi opirate, super, ampak jutri se boste pa vstali, boste sami ta sistem naprej delali, ne, no, niso aplaudirali, ker seveda niso razumeli, kaj mi Žižek povedal, ne. Hočem reči, ne, to je zdaj, razumete, to je zdaj ta logika, ne, mislim, to pač, to je seveda resen problem, ker se vam pravim, pač, seveda, sistem ima 2 možnosti, da obstaja, ali da ljudje sami delajo to, kar hočejo, ali pa da jih morate prisiljevati, da delajo to, kar sistem rabi, ne. Oni pa sami delajo to, kar hočejo in s tem delajo, kar sistem rabi, to je pa najbolj idealna opcija in seveda je treba povedati, da pač vse družbe so se gospodstveno reproducirali točno skozi to tehnologijo oziroma skozi ta način in ta se seveda enako, ne. Tako da normalno so pa vzgojni in socializacijski sistemi popolnoma prilagojeni temu, seveda, in poleg tega so pa še okrašeni z nekimi liberalno kvazi levičarskimi stališči, ne, kar je pa seveda še celofan papir, ki je super, tako da pravzaprav je stvar zelo, ne, precizno nastavljena, ne. Ja, seveda, še kaj bi se možel. Še ostalo tehnologiji? Pa ja, tako v par potezah. Ja, zdi se mi, da je pri nas to še posebej zanimivo, ker če berete študije, zakaj je socializem izgubil bitko s kapitalizmom, je ravno na ravni materialne kulture, na ravni tehnologije, kar naj bi predstavljalo na dolgi rok zaostanek v ekonomski tekmi, če sprejmemo to razlago. In glede na to, da so ljudje za nov iPad pripravljeni stati celo noč pred trgovino, je očitno nekaj zelo privlačnega na tem, da poskušaš razliko do drugih spostaviti s tem, da imaš pač neko tehnologijo, ki je nekdo drug nima. Ostalo pa nimam kaj dodati, mislim, da ste zunanji. Kot zunanji priveski ega na nek način, ne. Se mi včasih kar take primerjave same po sebe ponujajo. Sveda, kot imidž, ne? To, kar ime zunaj mene, sem jaz. Znotraj samega sebe mi. Ja, ampak problem je, ko nastane... Ko tisto otujeno od zunaj.
množice tega materijala, ki ti v resnici ne olajša življenja, ampak te bolj ko ne priklene v ta materialni svet oziroma v skrb za materialni svet, ki si ga zgradil. Ne? Pridemo pa seveda tudi do nepremičnin v Sloveniji in tako naprej, ampak govorimo o materialnosti in tehnologiji, o oprijemljivih stvareh, o statistikah in vseh ostalih spremljevalnih pojavih te statistične družbe pravzaprav. Hvala lepa. Ampak da ne bi preveč odtavali, o politični kulturi Slovencev je bilo prej, predvsem z strani dr. Godine, že kar nekaj povedanega. Govorili pa smo večinoma o politični kulturi malega človeka, se pravi Slovencev, ki so, zato da so preživeli, se rajši večkrat potuhnili, kadar mi je bilo težko. Zdaj pa bi mogoče še ošinili politično kulturo politikov, se pravi zgornje elite. Čeprav smo tudi mogoče že tukaj nekaj stavkov temu namenili, ampak v enem izmed intervjujev ste, predvsem, to se zdaj nanaša na vas, gospa Vesna, omenili, da gre v Sloveniji za ljudi na oblasti zmoteno politično percepcijo. Torej, bi sedaj se najprej osredotočili, mogoče kar vi, pa bom potem naslednje vprašanje pa nanesel na oba ostala gosta. Zdaj to, da ima seveda moteno politično percepcijo, to je bilo mišljeno v smislu, da dejansko seveda ne razumejo slovenske politične kulture, ne? In seveda ravnajo v resnici kontraproduktivno velikokrat tudi za sebe. Ne? Mislim, bom rekla, če bi pač jaz bila politik, ne bi tega naredila, ker pač nima smisla, ne? Mislim, meni je slabša pozicija. Ne? Ta motena politična percepcija je deloma povezana s tem, da so pač ti ljudje sami pač moteni, a ne? Mislim psihološko gledano, ne. Drugo pa seveda, da zelo verjetno imajo svetovalce, ki pač jim svetujejo, kako se zdaj to politika dela, ki so kakšnega ameriškega ali podobnega izvora, ne. Zdaj seveda, pač veste, politika v Ameriki se ne dela enako kot politika pri Slovencih tudi, ko so tile, ki danes v okviru kolega našega novega župana bojda vodijo mesto, razlagali, kako bomo mi zdaj to naredili tako kot v Gracu in potem pač 20 km severne, to gre pa mora iti tudi tukaj. Sem se rekel, da seveda to popolnoma nima nobene zveze, ker pač tam so Avstrijci, tu so pa Slovenci, to je zdaj razlika, ne. In zdaj seveda vi ne morete slovenske politike voditi z kakšnimi modrimi nasveti ameriškega veleposlanika, ne. Oziroma lahko jo vodite, mislim pa še kakih drugih svetovalcev, ampak seveda lahko jo vodite, samo jo ne vodite prav, če hočem reči, ne prav za sebe, ne? Ker to je pravzaprav najbolj paradoksalno, ne? Da so to taki norci, da delajo sebi v škodo, ne? Mislim, to je, bi rekla, v resnici fascinantno, ne? Saj, mislim, kaj so vstaje povedali, ne, gotovo vsi so povedali našemu županu, gotovo vsi so povedali Janši in gotovo zahtevajo pač spremembo politične elite. Kako so bili gotovi skoraj da vsi? No, mislim, niso bili vsi skoraj gotovi, ampak pač sporočilo je bilo, ne, sporočilo je bilo, ne, torej celotni politični eliti je bilo namenjeno, kar jasno kaže, da pač ta politična elita pač ima moteno politično percepcijo, ne. Zdaj seveda lahko tudi razpravljamo, da je to jasno, da pač percepcija zazornega kota ene pozicije, ki jo imate v družbi, ki je seveda vedno specifična, ne, ker je pač odvisno od kot gledate cel problem. Ampak skratka, ja, to je bilo v resnici mišljeno. Zdaj seveda politična kultura elit, ne, če je politična kultura navadnih Slovencov, politična kultura nevidnosti, je politična kultura elit, politična kultura ropanja, ne. Mislim, jaz sem bila tudi, kar se tega tiče, ko sem zgodovino brala, pravzaprav fascinirana, da je bila ropanje je bila legitimna ekonomska panoga naših prednikov, kot pravijo zgodovinski viri naselitve naprej, a ne. Zato tudi oni niso nikoli razvili sužnje lastništva, ker se to bilo preveč, mislim, to je bilo preveč treba, ne. To je bilo kompliciran sistem v primerjavi z ropanjem, ne. In torej, tega se mi malo premalo zavedamo, ne, da pravzaprav ropanje, če gre za ropanje za to, da preskrbim mojo skupino, preživetveno preskrbim svojo skupino, je pač pozitivna dejavnost, ne. In zdaj, če pač gledate, kdo je tukaj Evropal to državo, dobro, mogoče je malo Evropal tudi kapital, ne bom zdaj ga idealizirala, nemam nobenih tendenc k temu,
Ampak v glavnem so to državo za tistih 78 milijard evrov, o katerih je Lupšič tukaj govoril, ne, v zadnjih 20 letih oropali predvsem slovenski državljani in državljanke, ne, ki so poskrbeli za mojo mi skupino preživetveno. Ne. In to seveda ni moralno sporno, ampak se njim zdi to moralno sprejemljivo in to se seveda ne imenuje niti ropanje, niti kraj, ampak mi imamo lingvistično evidenco in za antropologe seveda je lingvistična evidenca zelo pomembna. Temu se ne reče, jaz sem ukradel, ampak jaz sem vzel. Ne? To pomeni, da torej to ne spada v kraj, ampak spada v redistribucijo. To je zdaj neka druga kategorija v antropologiji. In redistribucija je moralna kategorija, ne, da se razumemo. Ne? In zdaj te politične elite delujejo v tem duhu, ne, razumete, pač oni zdaj poskrbijo za sebe in vzamejo tam, kjer je, in dajo svojim, ne. Zdaj, jaz se bojim, jaz se bojim, da so ostali Slovenci užaljeni samo zato, ker oni niso v tej mi skupini, ne, da se razumeva, ne. Kar kaže na specifično konstrukcijo te politične kulture, ne, tisto, pridi k meni, se ti bom zrihtal, pridi k meni, se bova zmenila pa to, ne, to je normalen potek logike, kako to poteka. Daj dam, ja. Ja, no, ne, mislim, to zdaj niti ni daj dam, tisti, ki ima da, oni v ki nima, to niti ni daj dam. To je v resnici bila preživetvena strategija, ne? In to je znana preživetvena strategija, ne samo pri Slovencih, pa čak distribucija je znana preživetvena strategija v celi seriji družb. Ampak hočem reči, v resnici politične elite pri nas delujejo po logiki ropanja, ne? In ki ga ne vidijo kot moralno problematičnega, zato ker ga vidijo kot preskrbevanje moje mi skupine s tem, da vzamem tam, kjer je. In tam, kjer je v državi, ne? Mislim, zelo enostavno povedano, mislim, najbolj enostavno povedano, seveda bi lahko vpeljali še razne finese. In to zdaj pač, ne, v historičnih koordinatah pravzaprav ni problematično, ne. In to je problem, ker to ni problematično. Ne? Mislim, problematično je samo tistim, ki niso dobili, da se razumemo. Ne? In to je, kako bi rekla, v resnici osnovna logika, kako politične elite po nas delujejo. Ne? Kot v resnici mi skupine, mislim, Salin si je napisal o domačijskem produkcijskem načinu odlične razprave in v resnici, ko sem jaz zgodovinske vire primerjala, to še najbolj ustreza Salinsovi analizi domačijskega produkcijskega načina. Mojo domačijo otvorijo vsi, od katerih sem jaz preživetveno recimo odvisna, ali pa smo preživetveno povezani, torej vsi direktori gradbenih firm, vsi oni direktori, vsi tretji, ali tako dalje. In potem pač mi skrbimo kot skupina za vse, ne? In potem seveda osnovna strategija, kako se ena od strategij, ni bistvena strategija delo, ne glede na to, koliko so Slovenci pridni in so kao deloholiki, ampak vse druga, vse toliko pomembna strategija je, da vzameš tam, kjer je, in to ni kraja, ampak je redistribucija. Ne, tako naše politične elite delujejo. Vsem pravim, ko je pokojni profesor Južnič, ki je zdaj umrl in ki se mu jemlje, ravno kolegi z njegovega oddelka mu jemljajo seveda prioriteto, oni pravijo, so oni vpeljali socialno in politično antropologijo v Slovenijo, ker je seveda smešno, ne? Ker je Južnič v 60-ih letih vpeljal. Ampak, ko je Južnič, jaz se spomnim, ko sem jaz bila še študentka, mislim, da, ne? Je on, ko smo se mi nekaj kot študenti mulili, veš, ne, proti enim profesorjem, ki so, mogli smo mi tam delati nekaj za njih, potem so pa je bila to kao del izpitne obveznosti, pa seveda niso nam nič plačali, ne, pa to pa smo se mi mulili, ne, da to je pa eksploatacija, pa potem je Stanislav povedal, to je Stanje Južnič, ne, Stanislav Južnič, je Stanislav povedal, da se mi motimo, ne, da v Sloveniji obstajajo samo dve vrsti vladarjev, oni, ki vzamejo in nič ne dajo, in oni, ki vzamejo in potem redistribuirajo tudi, ne. In v resnici, veste, to, kar mene tudi na nek način skrbi pri Slovencih je, da je v resnici jedro upora zoper politično elito v tem, da ne v tem, da ona vzame, ampak da meni nič ne da, ne. To je bilo jedro tistega mojega komentarja, da če bi mi danes dali Josipa Broza Tita na volitve, bi Josip Broz Tito zmagal na volitvah, na demokratičnih volitvah bi on zmagal. In potem bi imeli, seveda, desničarji resen problem to razložiti. Jaz ne bi imela problem, zato ker pač on spada v ono kategorijo, o kateri mene je Južnič podučil, da je vredo, čeprav sem se jaz proti ne upirala, ne? Pač, ker sem na 20 in nekaj in se mi je to zdaj skrajno ne spremljala.
Stari Slavi pa rekel, obstajata samo dve vrsti. Tisti, ki samo vzamejo in nobeno nič ne dajo, to so zdaj ti, ne, ki jih imamo zdaj. In tisti, ki se vzamejo in poskrbijo za sebe, ampak tudi za druge. To je pa pil Josip Broz Tito. Ne? Ja, seveda, ne, lahko, se ni problema, ne, se pač to so različne strategije. Danskega šerifa. Tako, in ta bi deloval, razumete, to je tisto, kaj se rečem, Janković bi deloval, ne zato, ker sem jaz njegova, ker jaz nisem njegova, ne. Ker drugače bila zdaj verjetno v vladi kakšna ministrica, ali pa mogoče celo predsednica vlade, kaj pa več človeka, ne. Ampak hočem reči, dejstvo je, da pač jaz kot antropolog moram povedati, to je model, ki deluje, to je model, ki ne deluje, ne. Zdaj meni všeč ali ni všeč, zdaj če jaz rečem, da deluje pač, in če komu ni všeč, se je treba zamisliti nad tistimi, ki dajo takemu modelu simbolni mandat, ne. To se pravi, veste, kot je Žižek rekel, seveda se je treba skoncentrirati na vladarja, ampak treba se skoncentrirati na vladane, ki dajo vladarju mandat, ki rečejo, jaz ti dovolim, da mi vladaš, ne? To je mogoče bolj problematičen del zgodbe kot vladar, ker vladar pravzaprav se ga lahko vrže, ne? Za vprašanje je, zakaj se ga noče vržiti, ne? In to je tak, kak bi rekla, pač ne, po mojem, pač v osnovnih obrisih, zgodba ne slovenskih političnih elit. Mislim, Slovenci, ki so sicer egalitarci, ne, imajo to logiko, da se redistribuira, dokler vsi niso preskrbljeni in delo in prispevki in znanje in to nič ne štejejo, samo da so vsi v moji skupini preskrbljeni. Zato tudi seveda na univerzi poteka zaposlovanje tako, da se recimo zaposli polno nekih lokalnih ljudi, recimo moja nekdanja študentka Maja Petrovič, ki pa ima edina doktorat socialne antropologije v Sloveniji, pa je delala na Cambridgeu, ne, pa tam ima doktorat, pa vse, pa ne more dobiti službo, pa ga nikoli ne bo dobila. Hkrati bojo pa dobili neki slovenski kvazi antropologi službo takoj zaradi tega, ker so pa člani skupine, ne. Se pravi, se to poteka povsod, tako kot je rekel Andrej, se to poteka povsod, ta struktura deluje povsod, ne. Na mojem oddelku, na tvojem oddelku, na vašem oddelku, na vseh oddelkih deluje isto, ne, pa se razumemo. In poanta je seveda v tem, da pač, mislim, to je problem, ne, problem je, ne da oni ne prenašajo, da jim nekdo vlada, Slovenci imajo zelo radi, da jim nekdo vlada, samo tisti mora še skrbeti za njega, ne. Zdaj pač problem je, če ne skrbi, to je za jedro, pač zmote te politične elite, ki je funkcionalno nepismena, za sebe, mislim, ne, vse tudi za nas, ker to je katastrofa, kaj počenjajo, ampak mislim, vse za sebe, recimo, ne. Zdaj, če primerjati njih Jankovića pa Josipa Broza Tita, morate povedati, da zadnja dva sta videla, kako se vlada, ti pa pojma nimajo, ne? Mislim, in zdaj lahko razpravljamo, ali je dobro ali slabo, če bi nam ona dva vladala, pa bi na vsakih volitvah demokratično dobila večino, ne? Mislim, tudi seveda to je lahko zelo resno problematično, ampak hočem reči, pač tako je, jaz ne morem pač falsificirati dejstev, ne? Meni je pač lahko moja etnična skupina všeč, ali pa mi ni všeč, kaj naj vam jaz zdaj rečem, mislim, vse mi ni, ne, ampak jaz pač, zdaj, če me vprašate, pač povem, kaj sem ugotovila, ne? In zatem, vse sem rekla, zatem stoji zelo dolg študij zgodovine, z katerega me je iniciral Andrej Hosen in nikoli nisem imela ideja, da bi imela 2 doktorata. Ampak zdaj pa imam idejo, da bi vpisala doktorat iz socialne zgodovine Slovencev, ker se mi zdi, da so zgodovinarji že vse napisali, samo niso premislili, kaj to dejansko pomeni. Mi hočem reči socialno, kaj se to pomeni za politiko, ne, za delovanje na univerzah, da na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo lahko dobi vsak službo, razen Maje Petrovič, pa tak dalje, ne. Kaj to pomeni? Ne, hočem reči, to nekaj pomeni. Ne, razumete? Se tudi na našem faksu je isto, na tvojem faksu je isto, se to pač ne, ker ni važno, koliko nekdo zna, mislim, ko ste bili vi na domačini, preživel je otrok, ki ni nič delal, preživel je starec, ki ni nič delal, preživel je tisti, ki je dobro delal, preživel je oni, ki je slabo delal. To, kdo kaj zna in kdo koliko dela, pa res ni važno. Važno je samo to, da si naš. Ne? Vse razumemo, vse kako to zgleda. Točno vemo, kako to zgleda. Točno vemo. In točno tako to je. To so Slovenci, veš. In to je zdaj problem. Hočem reči, ker pač, ne, morate razumeti, da volilno telo, zdaj se mi lahko zgražamo kot stajniki gor pa dol, ne, jaz se seveda stalno zgražam in že zdaj, ko to pripovedujem, imam že spet pritisk 250 se bojim, ampak to za nič ne spremeni dejstva. Pa da boš dobila besedo še. Ja, še ona dva, prosti, bom zdaj tiho, Omenili ste, da Slovenci navajeni, da drugi poskrbijo za njih. To je na nek način ostanek prejšnjega sistema. Ne.
To je pa popolna napaka. To je temeljna značilnost domačijskega produkcijskega načina. To pomeni vsaj feudalizem, pa koliko so zgodovinari popisali nazaj, še stari Slovani, so živeli v ekonomskih skupnostih, ki so bile domačije in ki niso bile sestavljena iz sorodstva, iz bioloških sorodnikov, ampak vsi, ki so predstavljali proizvodno enoto, ne? To je bila družina, ne rod, in v tej družini se je poskrbelo za vsakega. Poskrbelo se je preživetveno in preskrbelo se je mimogrede še moralno. Pomeni, če je on posiljeval svojo hčerko, ga nismo prijavili, če je pa nekdo zunaj, smo ga pa prijavili. Zdaj, če vas to kaj spominja na to, kako delujejo naše elite, je to prav. Samo seveda, vas mora tudi spominjati na to, kako drugi delujejo, ki niso elite. Ne? Da se razumemo. Ker je to pač generalna matrica cele zadeve. In je, kako bi rekla, poanta cele zgodbe v tem, da to nima nobena ostanek prejšnjega sistema, da so to ostanki prejšnjega sistema, je diskurs Janeza Janše in desnice, zato, ker pač rabi prejšnji sistem kot točko lastne generacije, ne, svoje pozicije. In to, da mi kot stajniki nasedamo na ta diskurs, pomeni, da smo padli na izpitu. Ne? Na finto smo padli. To nima nobene zveze s socializmom. Socializem je bil marginalno zgodovinski pojav, trajal je 50 let in neka izkušnja, ki traja 50 let, ne more izoblikovati nobenih bazičnih, bi rekla, kulturnih, kozmološko-kulturnih točk prešitja matrit. Ni šans. Ne? Torej, ravno včeraj sem spet vzela Wilfana, ne? Tam uvod, in piše, ne? Samouprava oziroma avtonomija, ne? Treba definicija, ne, osnove samouprave je treba iskati vsaj v feudalizmu. Moram biti malo bolj pozorni, če gremo nazaj, ampak v feudalizmu, prosim. Ne? Torej, zdaj razumete, da to ni bil ostanek socializma. Samoupravljanje pri Slovencih ni ostanek socializma, je ostanek feudalizma, če hočete. Ne? Ker je nekaj drugega. In hočem reči to, da pa mi padamo na te finte, pa to pa pomeni, da nas je dobil Janez Janša na tem, da nismo preštudirali, zakaj gre in repetiramo njegove bedarije, ne, ki jih se on uporablja za to, da pač ideološki diskurs sovražnikov vodi, ker pač treba imeti sovražnike. No, to je sicer ena značilnost Slovenca, ampak dobro. Da ne bom, da neham, zdaj pa tiho, godim. Je pa prekinitev s prejšnjim sistemom socializma in nastopom nove države, predvsem v tem mestu tukaj v Mariboru pustila dramatične posledice. Danes 18 do 20% brezposelnih, 12,000 ljudi vsak dan vozečih se na severno Avstrijo. Na nek način ob takih podatkih se niti ne čudimo, da je ravno tukaj izbruhnila ta socialna bomba, ne? Da je počilo in da so prišle vstaje na plano. In če tudi to že bila kar nekakrat predatirana zgodba, je mogoče profesor Simoniča tukaj dregnil ravno v tem oziru in sicer, ali pa da nam pojasni to zadevo, ki je sicer bila že tudi na družavnih družboslovih mogoče nekakrat dotaknjena. Torej, zakaj ravno v Mariboru vstaje ta lokalni naboj, nekaj tudi tega horukarstva, kot pišete v enem izmed svojih člankov oziroma intervjujev Avtoriteta in granitne kocke. Torej, tukaj ni strukture, tukaj vstajniki se razjezijo, gredo na ulico, po domačem eno zdrmajo, tam eno stavbo, malo zažgejo, malo vandalizirajo in torej nekaj o tem. Ja, tisto horukarstvo je bilo izrečeno v primerjavi z Ljubljano, kjer so se ob podpori društva pisateljev in tako naprej tega lotili potem bolj kulturniško in organizirano in z nekimi mesečnimi cikli in tako naprej. Skratka, postavljajo vse skupaj zelo strukturirano in zaradi tega tudi predvidljivo. Tega v Mariboru vsaj v prvi fazi ni bilo. In mislim, da en del izgube mariborskega nabora, če smo že pri tem, ko imam besedo, bom izkoristil. Mislim, da en del mariborskega nabora je bil izgubljen tudi s tem, da se je začelo vse skupaj premikati v Ljubljano in da so hodili mariborski vstajniki na ljubljanske vstaje, namesto da bi se hodili ljubljanski vstajniki učiti v Maribor, kaj se pravzaprav počne. Šlo je za
izkoriščanje tega momenta za to, da se je napadlo seveda potem tudi Janšo kot nekaj najbolj osovraženega političnega predstavnika. V Mariboru eno je gotovo lik Franca Kanglerja, ki je vsaj pri bolj intelektualnem delu javnosti vzbujal veliko odpora, z radarji pa pač potem dosegel nek vrh. Meni se zdelo zanimivo, da ko sem primerjal število teh kazni zaradi radarjev in število članov skupine Franc Kangler ne vstopi kot župan Maribora. 40,000, ja? Ja, ampak v bistvu je zelo podobno, kot da bi tisto skupino prislikal v to članstvo Facebook skupine. Skratka, v 2 tednih, tako kot so kazni raslo članstvo Facebook skupine. Ne? Skratka, zanimivo prikrivanje. Drugo se mi zdi, ker razmišljaš recimo, da kaj potem z Mursko Soboto, kar sem pisal, ne, ki ima prav tako težave, ampak mogoče razlaga o tem, da je Mursko Soboto vseeno še bolj polruralna, ima neko zaledje in se lahko oskrbuje z nekimi sorodniškimi omrežji ali pa z lastnim pridelavo prehrane ali kakorkoli. Predvsem pa nima tega občutka nekdanje veličine, ki je značilna za Maribor, predvsem Maribor kot eno največjih industrijskih središč v nekdanji Jugoslaviji, Manchester, Liverpool, ne vem, s čem so vse primerjali, tudi popularna kultura je potem sledila tej zgodbi. Potem je treba vedeti, da je bil zelo velik prirast prebivalstva, največji od vseh slovenskih mest ravno v Mariboru po drugi svetovni vojni, in da je potem propad industrije seveda pomenil toliko večjo krizo, in da je tudi upad prebivalstva v zadnjih 5 do 10 letih največji od vseh slovenskih mest. Skratka, če gledamo ta južna mariborska predmestja, to so predeli, ali pa vsaj blokovska naselja, no, če malo razširim, to so vse predeli, ki so bili zgrajeni za te ruralne priseljence, proletarizirane kmete, pravzaprav, ki so se zaposlovali v industriji, in zdaj ta druga, tretja generacija potomcev nima več te perspektive, in po drugi strani pa ugotavljamo, da je tudi rodnost največja v teh blokovskih naseljih v Mariboru, če gledaš demografsko. Kaj pa vem, nekaj je, jaz mislim, da revolucije za nazaj razlagate seveda zelo seksi in lahko uporabiš takšno in drugačno teorijo, ampak dosti naključij se mora tudi prekriti. Pa ne nazadnje, agresija, kot vemo, velikokrat izbruhne iz občutka nemoči in nesposobnosti argumentiranja. Če imaš ti argumente na svoji strani, in to je tudi eden od problemov šolskega sistema, če se vrnemo k temu, da učimo pri nas o duhovnih zadevah, ne učimo jih pa retorike, se pravi, da pridejo mladi v svet, ne da bi znali z argumenti nekoga spreobrniti, recimo. In iz čemu res pravim, neka tradicionalni intelektualizem Maribora, povezan z proletarsko kulturo, je seveda ustrezna tla za to, da sklije nek upor in da afektivno nastopiš in tako naprej.